skrbimo za to, da bi bile te poti otrok čim manjše, da jih kombi pobira praktično na večjih mestih, tako da otroci čim manj hodijo po cestah in so na ta način čim manj izpostavljeni pretočnemu prometu. Moram reči, da v letošnjem letu smo poiskali precej rešitev za nevarne odseke, je pa tako, da vedno najdemo nekaj novega, vedno se stvari izpopolnjuje. Če me kdo vpraša, ali so ceste in poti, predvsem šolske poti, dovolj varne, bomo vedno rekli, da ne. Zato vedno iščemo rešitve, vedno iščemo nove izzive, da bi bilo čim več šolskih poti takih, da bi bile opremljene z pločniki, da bi bile varne, ne samo za šolske poti, pač pa tudi za ostale, za kolesarje in vse tiste ranljive skupine v prometu. Mislim, da bi se še vedno našli priložnosti za izboljšavo, da bi se veliko narediti na kolesarskih poteh, na poteh za pešce, prehodih za pešce, osvetljavi vozišča glede pešcev. Bližajo se dnevi, ko bo noč vedno daljša, dan krajši, se pravi, bodo pešci vedno bolj ogroženi. In največ sami lahko storimo prav z infrastrukturo v smislu, da poskrbimo za osvetljavo in za površine, ki bodo namenjene striktno samo za pešce in tudi kolesarje. Včasih so se zelo pritoževali nad luknjami v cestah, a ne? Potem smo pa ceste popravili, zdaj se pa pritožujejo na tem, da so hitrosti prevelike. Torej, ko eno stvar odpraviš, dobiš drugo stvar, a ne? Zdaj, imeti dobre ceste pa na vsakih 100 metrov imeti ležečega policaja tudi ni rešitev. Torej, rešitev bo pri vseh nas, zato ker ugotavljamo, da največji kršilci v prometu so ravno domačini, ne tujci, ampak domačini, tisti, ki se vsak dan vozijo na teh poteh. Zato mislim, da bomo le z nekim pametnim pristopom, pametno strategijo umirjanja prometa dosegli to, da bodo naše skupne poti čim bolj varne. Prvo moramo predvsem poskrbeti za to, da smo tisti udeleženci v cestnem prometu, ki spoštujemo prometne predpise, se jih držimo, da skrbimo za šibkejše udeležence v cestnem prometu, to so predvsem pešci, kolesarji, posebej pa otroci, ker so pač nepredvidljivi, storijo marsikaj, kar ne pričakujemo. In to je v bistvu vsega. Sami moramo poskrbeti za to, da smo varni.